Oddaja Odnosi so zakon. Dober dan, dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri je Benjamin Siter v prostorih Društva Družina in življenje tukaj v Krškem gostim Matjaža Črnivca. Dobar dan. Živijo, Matjaž. Dobrodošel. Ja, hvala za povabilo, sem tle z veseljem. Super. Ja. Matjaž je generalni tajnik Svetopisemske družbe Slovenije, prijatelj, nekdanji šef. Tudi, ja. A veš, kdaj so se midva prvič spoznala? Ne, spomni. Jaz sem delal intervju s tabo. Ja. Leta 2006, ko smo delali za študentsko areno in video na temo Da Vinčijeve šifre. Ja, Campus Crusade. Ja, takrat smo bili... kako se je rekel. Tako je. Ja, takrat sem prišel na takrat. Točno, se spomnim. Tako da evo nas opet, ne. Lepo. Ja. Matjaž, mene pri tebi, midva to snemava še v tednu za edinost kristjanov, v tednu Svetopisemskega maratona, v tednu Nedelje Božje besede. Tako da to bo najin fokus in v tem smislu bi rad, da skupaj nekako skušava predstaviti, pokazati, na kak način je Svetopismo kot knjiga knjig, kot knjiga, ki je prevedena največkrat na svetu, največkrat distribuirana, tiskana skozi zgodovino. Ampak kako je ta knjiga tudi danes tista, ki lahko nagovarja ljudi in ki lahko tudi v bistvu spreminja naše odnose. Se pravi, naslov oddaje Odnosi so zakon. Ja. Ampak zato bi šel jaz najprej v tvojo osebno zgodbo. Se pravi, v to, da greva, da malo poveš, odkot prihajaš, in da v resnici poveš, kako si se pa ti srečal s krščanstvom, s Svetim pismom, ker pač poznavajoč tvojo zgodbo, to ni bilo default, ne? Se pravi, to ni bilo začetka. Ne, ni bilo. Ne. Oziroma je bilo glih obratno. Rasel sem gor v družini, kjer se ni verjelo v Boga, doma smo bili ateisti. Drugače, družina je bila v redu, tako odnosi so bili, tako, če primerjam s tem, kar je, so bili v bistvu zelo v redu, ampak te dimenzije pa ni bilo. In ko sem prišel nekam v najstniška leta, se seveda takrat začne spraševati, jaz sem začel spraševati o smislu življenja in tem, je kaj več. In jasno, tukaj pa ta materialističen pogled na svet je pa tle obupan. Se konča zelo hitro. Ker smisla ni. Nobenega, čisto totalno nobenega smisla ni glede ničesar, če si dosleden. Večina ljudi, ki ne verjamejo Boga, niso pač dosledni, ampak če hočeš biti dosleden, če premisliš, kaj to pomeni, da je res, pač recimo, da je svet produkt enega golga naključja enih iger, materije, pa kemije, pa fizike, je še totalno brez veze. Skrajno. No, v glavnem, to me je pač pognalo v iskanje. Je motil, ne? Mislim, grozen je to, seveda, ne, z te strani, ampak po drugi strani pa nekoliko seveda veš, da to ne more biti res, ne. To ne štima. Temeljna neka človeška izkušnja ti že kaže, da ne bi bilo nekaj več, ne. In tako, to sem čutil in zdaj seveda vem, za nazaj gledano vem, zakaj sem tako čutil. Ker je pač... Ampak me zanima proces, veš, tvoj proces. No, in sem začel iskati neko duhovnost, nekaj več. In seveda sem zelo hitro naletel na razne tekste, ki so, danes bi rekel, da je to pač novodobna duhovnost, New Age, in me je to zelo navdušilo, pa sem začel se bolj poglabljati v to, in sem začel pač iskati v teh smereh, in so me pritegnile vzhodne duhovnosti, budizem, pa potem vajšnavizem. To je pač, kaj pa je to? Ja, to je del hinduizma, v bistvu je to recimo kult Hare Krišne, spada sem nota, tako da sem bral Bhagavad Gito, bral sem budistične tekste, pa molil, delal jogo, mantru, to sem se pač postopno zmeri bolj poglabljal. In ampak moje življenje je bilo pa kaos. Ok, ampak se spomniš recimo iz tistega obdobja, kaj je bilo v teh stvarih, ki so te vlekli? Kaj te tam najbolj zanima, recimo tako? Seveda, tukaj gre za neko duhovno globino, gre za neko duhovnost, gre za nek globi smisel vsega. In tudi po tem smislu mene kot človeka, kaj je moj globi smisel v življenju, zakaj živim. Če nisem zdaj sam skupaj ene materije, ki si
po nesreč domišlja, da je živ, ne. Po naključju, ne. Po je tle nek globi smisel, ne. In seveda v teh vzhodnih duhovnostih, ne, je pač smisel dosežti razsvetljenje, dosežti v nekih variantah, kar da postaneš božanski, da postaneš Bog, ne. In seveda, ne, in v tem kontekstu pa takoj tudi vidimo, kje je hud problem tega, ne. Da ta zadeva pač ima fenomenalen potencial, da tvoj ego napihne čez vse meje, ne. In zdaj pa mi pa živimo v družbi, ki je že taka, ne. Mi pa živimo že desetletja v silno narcisistični družbi, to, kar si omenil, ne. In tukaj v bistvu, ne, zdaj rečem seveda, ne, ta duhovnost se dosti dobro prilega prav potrošništvu. In v tem smislu, da je zelo igra na une strune. Moraš poskrbeti zase, moraš samega sebe uresničiti, moraš te svoje potenciale, ki jih imaš ti, moraš ti razviti, ne. Pa še skupaj z individualizmom. Pa s potrošništvom, ne, pa s tem narcisizmom, ki sploh vlada v družbi, ne. Se pravi, jaz sem se v to zelo poglabljal, ampak hkrati pa tle ni bilo enega pravega napredka, ne, in sem videl, da ni. V praktičnem smislu, v življenju, v odnosih. Midva, takrat sem bil pol že tudi poročen, mislim, to sva skupaj z ženo sva začela raziskovati te stvari, ne. Njena zgodba je pač drugačna, ona je pa bila vzgojena v krščanski družini, ampak je to kompletno zavrgla in sva pač skupaj pol iskala, pač na te vse možne, mislim, tam na začetku 90-ih let je to bilo, po mojem, ni bilo tako ene sekte v Ljubljani, ki je ne bi midva obiskala, pa probala biti tam, pa videti, poskusiti, kaj oni delajo in tako naprej. Tako sem imel kar zelo globoko izkušnjo tega, na moment je tudi kar grozljivo, no, rekel, smo imeli zelo kakšne obupno slaba izkustva tudi, tako da strah, prisotnost zla in take stvari, vse živo, no, to je pač, seveda, ker to je vse pomešane, tam ni. Se dogaja vse živo, ne? Pa ne bom rekel, da je za to nujno kriv budizem, ampak cela ta zmes je taka, ne? To je pač... Se pravi, tam kao uradno dobrega in zlega, v tem smislu... Tam ni nič uradno. Itak. Dobro, ni uradno, okay. Vsak ima eno svoje. Zdaj tako, razlikovati v budizmu je dobro pa zlo. Saj sem strogo Budov nauk, on osebno, ne? On je bil proti marsičemu, ker je danes kao popularno, ne, on je bil strogo vzeti učitelj resnice, on niti ni hotel religije štarati in tako naprej, ampak seveda budizem je pa nekaj drugega. On je bil proti čiščenju kipov in melikovanju, sem tem stvarem, recimo. Pa imel je tudi nekatere učenja, ki so podobna Novi zavezi, on je imel celo neko obliko zapovedi, da je treba ljubiti sovražnike in tako naprej. Je pa res, to sem poznal odkril, oziroma to sem tudi že slišal, da je menda Buda sam nekje naj bi, ne vem, koliko to drži, napovedal, da bo njegov nauk veljal tam par stoletij, pa pride nekdo, ki bo pa res postavil stvari. Tako da po neki razlagi, ne, je to malo podobno, kot so recimo potem zgodnji apologeti videli grške filozofe kot neko predpripravo na Kristusa. Se pravi, zdaj govorimo prav o Budovem nauku. Hinduizem je pa drugo, tam je pa pač na 100,000 bogov in tako naprej. Tisto je pa kaos čisti. In prav ta kaos se je odražal tudi v tebi, v vama. Jaz se spomnim, ko si včasih razlagal, kako se ti je v tem obdobju zdelo krščanstvo pa nekako najmanj od religij, najmanj vredna, najnižja stopna. Ne sem to, mislim, tako sem si rekel, pa tudi drugim, kristjan pa gotovo nikoli ne bom. To pa zihar ne. Zarečen kruh pa to. Ampak zakaj si tako rekel? Kaj si takrat mislil? V tem smislu, to je nekaj čist brezvezenega, pač dober, okoli mene je bilo par zelo slabih zgledov, kako živeti, oziroma kako ne živeti v skladu z Jezusom. Velikega, ne vem, sovraštva in take stvari, in sem iz tega nekako povzel, ta stvar pač evidentno ne deluje. Dobro, pa seveda, pač pol zgodovina krščanstva sem je že poznal takrat, pač, ne vem, nasilje v imenu Boga in tako naprej, ne, pač, nič nočem imeti s tem, ne. Ampak, Bog je imel pa druge plane z mano. Imel sem že v tem času, sem imel
zelo drastični izkušnji s Kristusom, sam se takrat nisem spreobrnil, ampak Bog je zgleda mogel uporabiti zelo, zelo težka orodja in orožja proti meni. No. Ampak potem sem pa slišal, takrat so oba z ženo slišali, da se je par najnih znancev spreobrnilo. Okay. To smo začetek 90-ih let. In spreobrnili so se v Binkošni cerkvi. Da nismo imeli pojma, kaj je to, no, ampak v glavnem so rekli, da bo šla enkrat to pogledati. Ker smo pa šla vse pogledati. In zdaj šla še tja? Ja, ne, nismo še šla tja. V bistvu so kar odlašala. Ampak pa se je pa zgodilo naslednje. To je bilo pa januarja 92, sva bila povabljena na en rojsten dan. In prideva tja in tam srečam enega od teh znancev, ker sem vedel, da se je spreobrnil in ta človek je šel meni prej, v bistvu mi je šel na živce, ker je bil zelo aroganten. Ampak tle sem pa videl, da je bil človek totalno drugačen. In to me je šokiralo. Totalno vidno je bil spremenjen. Človek je bil ponižen, krotak. Jaz sem ga poznal prej iz srednje šole, človek spremenjen. In to njemu se je očitno nekaj zgodilo. Ja, takoj sem videl, da je to bilo. No, in jaz mu seveda začnem razlagati svojo vzhodno filozofijo, ne? On pa me začne govoriti o Jezusu, ne? In se pač pogovarjamo. Pa me rečem, Jezus v redu, ampak križ, ne? Vi kristijani s tem križem morite, kaj ste morbidni, kaj je s tem, kaj to, ne? Pa prav, ne, Matjaž, to si ti pa narobe dojel, ne? Jezus je umrl na križu zato, ker te ima rad. Iz čiste ljubezni do tebe je umrl, zato, da bi te rešil vsega greha, ne? Da tako neki se mi je tako utrnil, ne, pa sem rekel, ne. V bistvu sem si naredil eno primerjavo. Slišal sem nekaj spet, ne vem, je res ali ne, da te učitelji jogi v Indiji, ne, da so zelo dobri, imajo svoje učence in vzamejo kot njihove grehe, ne, tam se ti neče slabo karmo, vzamejo nase, ratajo bolani za par tednov, da bi njim pomagali napredovati na poti, ne, in meni se je nekako tako povezal, Jezus, ki je bil pa toliko kul, ne, je pa to vzel za vse. Tudi že takrat je to kliknilo? Ja, to mi je kliknilo takrat. Jezus je pa to naredil za vse. Ker seveda tudi v teh New Age učenjih se Jezus ponavadi predstavlja kot ena od emanacij Boga. In sem rekel, on kot Bog je pa to naredil. In razumem, pa je moralo to biti drastično, pa je to moglo biti križ v tem smislu. Ni šlo lažje kot to. Ne. Sem rekel, dobro, no, in kaj pa zdaj moram jaz narediti, kako pa zdaj jaz pristopim k temu. Ne. On je rekel, sprejmi Jezusa. Sem rekel, kako pa to naredim? Je rekel, reč Jezus, prid v moje srce. Kako, kar zdajle? Ja, kar zdajle. Na tem rojstnem dnevu? Ja, kar tam. Jezus, prid v moje srce. To? In ti si to bil že tam pripravljen v resnici? Kaj si to? Ja. Ali si pač testiral? Ja, logično ti je bilo. To sem pač naredil. Nisem nič imel odzadja, kaj zdaj sploh to pomeni, nič. Pač naredil sem, nisem vedel, kaj to vse pomeni. In rojsten dan je šel naprej, potem pa dan zvečer, ko sem prišel domov, glih, ko greš spat, ko si vmes med budnostjo pa sanjami, glih, ko si je prišla ena misel, ki me je celega kompletno objela, tako iz vseh strani, in ta misel mi je govorila, tako, Matjaž, zdaj pa vse, kar si poznal, se končuje in zdaj prihaja nekaj novega, česar ne poznaš. Kompletno me je obvila, pa počutil sem se kot dojenček. Wow. In jaz se spomnim, tako še racionalno sem se probal tako temu malo posmehvati, kaj zdaj, boš postal kristjan, kva ti je, ne. Kakuna stvar je bila premočna, tako enostavno me je objela, ne. No, pa je bilo pa tako, ta isti prijatelj naj je povabil drug dan zvečer, v nedeljo, da prideva v Binkošno cerkev. In mi dva itak sva še pol leta govorila, valjda, zdaj pa greva. No, in sva šla. Takrat je bilo pa tako, takrat je bila vojna v Jugoslaviji in v Osijeku je bila evangeljska, je še zdaj evangeljska teološka fakulteta, tam se pač mladi pridigari izobražujejo, no, ampak njih so morali evakuirati sem v Slovenijo, ker tam je bila kruta vojna, to je na vzhodu Hrvaške. In so bili tle in oni so pa, to sem poznaj izvedel, so imeli v tistem času prav eno prebojenje, tako da so molili po, ne vem, cele dneve se pustili, molili po noč in tako, Bog je ful deloval med njimi. No in oni so prihali pridigati. No in en od njih je prišel iz Makedonije, da je že pokojen brat in
Jaz pač pridem na bogoslužje, jaz sem vmes ratu že spet poln samega sebe in on pridiga v Jezusu in jaz si mislim, v glavi, to ne more biti res zato, pa zato, pa zato. In on tako čez kakšno minuto, dve, tako pridiga, če mogoče si mislite to, pa to, pa to. Ampak jaz vam povem, to. In to se je zgodilo ne dvakrat, trikrat, da je bilo dejansko, je bilo tako, kot bi mi bral misli človek. Direktno je odgovoril na moje pomisleke in potem, ko se je to ene tretjič zgodilo, me je radal strah. Videl sem, da sem razkrinkan, kompletno, tako sem se počutil. Ne? In tudi sem tako samo sebi sem rekel, no, zdaj pa Matjaž, zdaj se pa lahko lažeš samo sebi do konca življenja, ali pa greš za tem, ker je resnica. Tako prav videl sem, zdaj se pa moram odločiti, ali bomo šel tako, ali bomo šel tako. In pol na koncu bogoslužja so imeli navaro, da pač tiste, ki hočejo, da povabijo naprej, da bojo molili za njih. Jaz sem rekel, grem, in sem šel naprej, sem rekel, molite zame, grešnik sem. In sem molil zame in takrat sem začutil en božji dotik, tako prav eno božjo moč. In ta prva stvar, ki sem jo opazil, je bila pa prav glede Svetega pisma, ne? Ker jaz sem prej probal brati Svet pisem, sem ga odprl, sem prebral par stavkov in sem nehal, ker ni šlo. Enostavno, ne. No zdaj ne, pa nisem mogel nehati brati. Ne. In sem požrl novo zavezo v 3 dneh, pa po mojem večkrat sem jo prebral, pa tako nisem mogel nehati brati, ker sem čutil, ok, to me izgrajuje. In tako. In ja, no, tako moje življenje se je drastično spremenilo, pa od moje žene tudi, ona tudi sama je imela potem zelo bližnje srečanje z Jezusom. Že takrat ali pa kmalu zatem? Ne, 2 tedna, 3 zatem. Tako da so se oba pol krstila tudi. In je pa tako, no, Jezus je bil zelo usmiljen pa potrpežljiv z mano, tudi glede te, recimo, moje preteklosti, ker recimo, jaz sem pač nekaj časa še jogo delal, ne. Tako, sem pač meditiral v tem stilu, ne. In pa sem tako spomnim, enkrat tako končam to glih, ne, in tako zaslišim un tih šepetajoč glas, ne, Matjaž, zakaj to delaš tako, čist brez obtožbe, zakaj to delaš? Ja, Jezus, hočem se izboljšati, ne, tako, hočem se narediti boljšega, ne. Pa glas mi reče, veš, jaz sem tebe ustvaril, ne. Zdaj, kaj če bi ti ta čas dal meni, pa bom jaz tebe naredil boljšega, ker te veliko bolj poznam, kot ti samega sebe. Ja, Jezus. Prav imaš. Konc joge, ne. Pa zdaj sploh ne bo vaša debatov, ali joga, ali ne. Mislim, ne, zdaj tle govorimo o jogi, dobro, ker tudi je razlika, ok, joga kot, tudi to je debata, joga kot telovadba, ampak jaz nisem delal joge kot telovadba, jaz sem delal jogo kot sredstvo združitve z Bogom. Striktno, meditacija po čakrah in tako naprej, to je nekaj drugega kot joga. In to je nezdružljivo. Absolutno nezdružljivo. Ampak hočem reči, jaz sem bil zelo pedagoški z mano, ni me nokauteril, še prav me lahko. Ampak zelo lepo mi je pokazal, ti tega ne rabiš, ne. Deli ti z mano, jaz te poznam, jaz te bom preobražil tle naprej, ne. In potem si tudi več tega časa namenjal Svetemu pismu. Ja, seveda, pa sem molil, namesto da sem 40 minut meditiral, 40 minut molil. Kakšna je razlika med meditacijo pa molitvijo? To lahko malo razjasniš. Ja, seveda, pri meditaciji si ti v bistvu sam. In si ti akter, ti sam moraš postati Bog. To je tako, kot bi en pravi, ki bi se za svoje šnirence hotel gor potegniti. Ne gre. Molitev je pa drugo, si pa z Jezusom. Se pogovarjaš z njim, moliš pa sploh skupaj s Svetim pismom. Ko bereš Sveto pismo, ti Bog govori, molitev je pol nek naraven odziv na prebrano besedo, pa obenem ti poglobi besedo, globi začneš dojemati v molitvi, beseda postane živa, delujoča in tako. Prav gre za ta odnos z Bogom, ne prav kot dihanje, vdih, izdih in tako naprej. Prav, molitev je vezana tako ali drugač na Božjo besedo. Je vračanje Božje besede Bogu. Prek mene nazaj k Bogu, pa vračanje mene k Bogu tudi. To spreobrnenje, ta izročitev k Bogu je pač potem tudi vsak dan zadeva. Vsak dan. Dej to mečkaj, recimo, meni je zelo dragoceno tudi primerjati z mojo izkušnjo, ko se mi zdi, res je en moment, ko jaz mislim, da je vsak odrasel kristjan poklican k temu, da v nekem
momentu res reče Bogu svoj oseben ja. Ja. Se pravi, da rečeš, lej, hočem, da to, kar so me učili doma ali pa o čemer sem zrastel, želim, da to zares velja tudi zame. Ne? To je v resnici tudi pri krstu, ko smo kot otroci krščeni, je, da si krščen v veri botrov in staršev. Ne? In potem ti dejansko moraš to pogodbo podpisati še sam. Da velja v polnosti ali pa da je pravnomočna. Seveda, ker krst sam po sebi je v resnici silno močna zaveza, tudi strašna, pa čudovita hkrati. Ne? Ker s krstom v bistvu ti podpišeš svojo smrtno obsodbo. O tem govorimo. Umrli ste sebi in živite Kristusu. Ne? Potopiš se. Potopitev pomeni smrt, ja. Dvig pomeni novo življenje, vstajanje od mrtvih. Krst je ta navezava, kar rečemo sakramentalna navezava na Kristusovo smrt in njegovo vstajanje od mrtvih. In ja, to je kritično nujno, da to človek sam posvoji in naredi. In potem, da je pa to praksa vsakodnevna tudi. Ker to je bistvo tudi, mislim, enako tudi seveda pri Evharistiji gre točno za isto stvar, gre pa za utrjevanje te zaveze. Da smo, mi kam vstopamo? Ja, vstopamo v njegovo smrt in oznanjamo njegovo smrt, dokler ne pride in jemo ven iz njegovega razlomljenega telesa in njegove prelite krvi. Direktno v isto realnost nas tudi ta drug sakrament postavi. Ne? No, ampak zdaj so stvari mečkam prehitela. Ja. Ker v resnici se mi zdi tako v isto realnost. Peva o tem, kakšna realnost. A je to sploh realnost? A veš, ker danes pač kaj delamo? Srečamo, pač živimo v družbi, ki ima neko krščansko dediščino. Pa ne ve glih, kaj bi z njo. Ko ne ve, kaj bi z njo. Ali pa eni pač zavračajo. Mnogi jo zelo odkrito zavračajo. V resnici bi rekel, brez da bi vedeli, kaj zavračajo, ker ne poznajo, ker poznajo samo neki približno. Fulton Sheen zelo dobro reče na enem mestu, da je zelo malo ljudi, pač za katoliško cerkev pravi, zelo malo ljudi je, ki sovražijo katoliško cerkev, pa zelo veliko ljudi je, ki sovražijo tisto, kar mislijo, da je katoliška cerkev. A veš, tako da tudi tukaj je zelo podobno. Ne? Daj mi ti malo povej, pač ti si tako tudi zelo racionalen človek, zelo intelektualc, brihtendec in vse to. Kako ti je ta cela krščanska zgodba, da nekaj pride z izkustvene strani, ne? Pač se mi zdi, da potem pa moraš vse skupaj poklopiti tudi intelektualno, da ti ni to nek intelektualni samomor. Ne? Se pravi, kako si ti dojel, da pa je ta zgodba res realna, recimo, ne tako? Ja, mislim, prvo je gotovo izkustvo, potem pa seveda, kako to izkustvo je v nekem smislu razstrelilo moj svet. Ne? In kako ga pa zdaj nazaj sestaviti v neko približno koherentno novo celoto. Ne? Mislim, vem, da mi je pomagal brati knjigo od C.S. Lewisa, prav na začetku, pa nas je zdaj prevedena kot Golo krščanstvo, Mere Christianity. Seveda, Lewis je bil tudi intelektualc in tudi sam je imel drastično izkušnjo, on je bil tudi ateist in se je spreobrnil zelo drastično in je stvari zelo tako preprosto, razumsko, ampak zelo lepo razloži in predstavil, tako da v bistvu je predstavil med drugim ne to, da če je kaj nerazumsko, je verjeti, da je vse skupaj nastalo po naključju, da dejansko za ateističen pogled na svet rabiš še veliko več vere kot za saj v ogromnem smislu nek teističen pogled, da pač je Bog, ki je vse ustvaril in tako naprej. No pa tudi naprej gre pa tudi do Jezusa in tako naprej. Tako da to mi je, meni osebno mi je pomagalo. In ja, tukaj moramo biti pač hvaležni za to, da imamo brate pa sestre, ki so nekaj tega že tudi naredili za nas, ne, in lahko vstopimo v njihov trud. Govorim pač o krščanskih piscih, skozi zgodovino pravzaprav, ne, C.S. Lewis je samo ena, ne, jih je velika. Ne. Ja, od cerkvenih očetov. Tako naprej, seveda, ne, ki so pač razmišljali, kako zdaj misliti to. Ne. Čeprav seveda po drugi strani je pa tudi viden tle tudi nevarnost, ne, da se pač potem, Ti argumenti se mi zdi so bolj pripomoček, niso pa nek cilj, bom tako rekel. Ne. Se pravi argumenti, zakaj je svetopismo verodostojno, neka apologetika. Pa zakaj je verjeti smiselno, zakaj je to, da verjameš v Boga, pa tudi, da verjameš v Božjega sina, ki se je razodel, ki je umrl, vstal od mrtvih. Zakaj je to dejansko
da je tukaj v zadnji ena zelo koherentna slika vsega sveta. Ja, Veliko bolj koherentna, kot kakšen drug model, ateističen ali pa ne vem, tudi lahko druge religije tukaj vzameš, ki ima svoj pogled na svet od zadnje. Da je ta pogled na svet, ki pride ven iz Svetega pisma, iz te zgodbe, kjer je v središču Jezus, da ima globoko smisel in da najboljš razlaga, najboljš osvetli realnost, kot jo pač doživljamo. Tu veš, da v današnjem času je že kar bogokletno reči. Veš, vse gliharskem času, ne? Ko je so kar vse zgodbe enako dobre. Kaj je tebe prepričalo, da to ni res? No? Se pravi, da je ta dejansko najbolj prava in resnična. No? Meni kot bivšemu New Agerju seveda mi je zelo pomagal Janezov evangelij, ki je pisan tudi, se mi zdi, saj delno malo za take ljudi, in tam se najdeš tako Jezusovo izjavo, jaz sem resnica. Prav ne jaz govorim resnico, jaz učim, jaz sem resnica. Jaz sem pod resnico in življenje, nihče ne pride k očetu razen pomeni. In to so pa močne stvari. In tudi druge zadeve tam v Janezovem evangeliju so me zelo nagovarjale. In gre za to enkratnost Jezusa v resnici. In se poglablja tudi v to, kdo je Jezus v resnici, spoznavati, kdo je res on. Ko temu dodaš še ta njegov judovski kontekst tega 1. stoletja in kje to izjavlja, pa je še hujš. Vidiš, kako drastična je ta izjava, pa tudi druge. Sploh v Janezovem evangeliju, pa tudi druge. Se pravi, čist preprosto oseba Jezusa je tista, ki na koncu drži skupaj in Sveto pismo in vesolje. Ker v pismu Kološanom piše, da vse stvarstvo nekako se stoji oziroma obstaja prek njega. In v izvirniku je prav nekako taka beseda, ki drži skupaj, vesolje. Ti si se grško tudi naučil, da prevajaš in to, ne? To sem se naučil. V bistvu sem zelo hmal začel s tem, nekoliko me je vlekalo to. Hotel sem videti, kaj je izvirnik, kako je s tem, ker sem videl, prevodi so različni in sem hotel priti do dna temu, tako da sem v bistvu sem se učil v grščini zato, da bi lahko bral Svet pisem zase. Dost pozneje prišlo to, da sem začel prevajati, ampak hudo. No, ampak recimo verodostojnost te nove zaveze sploh, recimo, je prav v tem številu teh rokopisov, ki so in v grščini in v teh prvih prevodih, tako je ena od močnih točk, kjer se ta pa res pokaže. Tukaj smo zdaj na tem področju. Kako razumsko zdaj ima... Meni je to ful pomembno. Ima svoje mesto, ta pogovor ima svoje mesto sploh. Za ljudi, ki jih... Danes folk prav, pa to so pravljice. Razumeš, tako zelo na hiter obdelajo to in se sploh ne poglabljajo. To je res, In v resnici, ne vem, če si večina ljudi, tudi kristjanov, kadarkoli zares vzame čas, da mečkin razmislijo o zadevi, odkot je to prišlo, ali je verodostojno, ali je res, veš tako, In se mi zdi zaradi tega, mogoče še za moški del populacije, ki smo, veš, ženske so bolj čuteče, pravijo, jaz tega ne rabim, to mi je veliko žensk rekli, jaz tega ne rabim, jaz čutim Božje delovanje, ampak dec pa rab pismo, eno razlago malo tako. Dobro, temu bi lahko posvetila eno celo oddajo, ker tukaj je ogromen stvari, tukaj zdaj lahko mogoče samo malo načneva to debato. Se pravi, ena stvar gotovo je glede rokopisov, da pač nobena knjiga iz antičnih časov ni niti približno tako dobro podprta z rokopisi, kot je Nova zaveza. Namreč mi moramo vedeti, do izuma tiska v 15. stoletju so se knjige prepisovale. In se pravi, to, kar je bilo, so prepisi, rokopisi, in seveda zaradi tega ni bilo niti toliko izvodov, ni mogel biti, ker vsakega smo mogli na roko prepisati. Ampak od Nove zaveze imamo do izuma tiska cirka 5000 rokopisov, s tem, da nekaj, kakšnih okrog 100 približno jih je dejansko pa iz časa še pred 4. stoletjem, ko je krščanstvo ratalo uradna religija Rimskega cesarstva, ker seveda potem je to šlo malo drugače. In to je pa zelo pomemben argument. Dejansko tudi zame, kot bivšega New Agerja, je bilo to pomembno, ker recimo, ena od stvari, ki me je okupirala, kaj je z reinkarnacijo. Ampak v pismu Hebrejcem piše, človeku je dano enkrat umreti, potem pa sodba.
izrecno, pa sej ne gre za en citat, gre cel pogled svetopisanski izključuje možnost reinkarnacije. No, ampak tam je bil recimo ta odlomek, in jaz sem šel pol gledati, v katerih rokopisih. Jaz sem videl, to je že v rokopisih, ki so bili najdeni že v 3. stoletju. Se pravi, je to najzgodnejša stvar. Napisani. Prepisani, ki jih imamo zdaj, so nastali že takrat. Se pravi, evidentno so prvi kristjani tako razumeli. Ker seveda en od mitov, ki se pojavlja, je to, da prvi kristjani so drugače verjeli, da so verjeli v reinkarnacijo, da je čist en drug Jezus v glavnem. In seveda to se naslanja na gnostike in to so bila gibanja v prvih stoletjih, ampak to ni najzgodnejša plast krščanstva. To je bil gnostiki, so bili en odziv na krščanstvo, ki je potem zmešal prvine judovstva, krščanstva, pa pol platonizma, pa raznih mističnih. Tako, ampak v glavnem od 2. stoletja naprej. Ampak prvi kristjani in Nova zaveza je pač njihov produkt, pa seveda niso verjeli nič tega. Ampak v glavnem, tukaj imamo, skratka, za Novo zavezo imamo rokopise iz najbolj zgodnejšega obdobja. Najzgodnejši ne bi bil en drobec Janezovega evangelija iz leta 120. Prav smo približno 20 let od časa, ko je bil napisan, pa da že imamo zdaj en fizično kopijo enega majhnega koščka tega besedila. Zdaj obstaja. Za primerjavo, za razne druge antične spise, ne vem, Homerjeve ali pa tudi Aristotelove, Platonove, je ta razdalja med časom, ko je, ne vem, Platon nekaj napisal, pa časom, ko imamo mi zdaj en kos, fizičen kos. Platon je bil cirka 400 pred Kristom. Ja, 400. Ponavadi je ta razdalja par 100 let, mislim, da za nekatere celo 1000 let razdalja, od takrat, ko je pisec nekaj napisal, pa da imamo zdaj neko kopijo, saj en del enega teksta. Se pravi, tukaj vidimo, govorimo o stoletjih, tisočletjih, v Novi zavezi je govor v desetletjih, oziroma tam nekje na prelomu iz 2. stoletja, iz koščkov, ki jih imamo, že sestavimo večino Nove zaveze. Kdaj so bili pisani evangeliji? Dobro, tukaj se strokovnjaki seveda razhajajo. Jaz bi rekel, tam v obdobju od leta 40 do leta 100, zdaj pa ki pristaneš točno. Jaz mislim, da je čist po klasični je bil Marko prvi. Po klasični je bil Matej, ampak po novejši raziskovalci to pa je konsens, da je Marko prvi. In tukaj jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi bil Marko napisan okoli leta 40 že. Zdaj po bolj recimo skeptični bi dal tam do leta 60, ampak tam smo. Ampak vsekakor smo še v času, ko so še živele priče. Je pa zanimivo, ker se verodostojnosti tiče, en drobec iz Pavlovega pisma Korinčanom, mogoče je pa ključen, ker tam pa smo imamo zelo jasno datacijo. To pismo je bilo napisano okoli mogoče leta 57 po Kristusu, plus minus 1 leto mogoče. In on tam piše, govori prav o Kristusovem vstajenju od mrtvih. In prav takole, da je v tistem času, ko piše, prav takole, da je Kristusa vstalega fizično videl več kot 400 bratov, od tega jih večina še živi. Nekateri so zaspali, se pravi so umrli. Ampak se pravi, imamo dokument iz časa, ki je bil od teh dogodkov nekih 30 let oddaljen, ampak obenem, ki pa ve, da v tistem času obstaja na stotine živih prič. In je to direktno napisano. Prav, mogoče, kar se tiče tukaj prav govorimo o verodostojnosti tega temeljnega čudeža. Ker seveda, zakaj ljudje rečejo, so pravice? Težava je s čudeži. Mi živimo v obdobju, ko nam, bom kar tako rekel, ko je v naši družbi na zahodu, v Evropi, nam že par 100 let dejansko perejo možgane z razsvetljenskim pogledom na svet. Razsvetljensko se je uprlo tudi krščanskim zlorabam, se pravi, ga lahko razumemo, zakaj je prišlo do tega. Odziv na vojne med katoličani in protestanti, predvsem recimo, ki je tretjina Evrope umrla zaradi tega. Eni ljudje prišli svrne, da mogoče pa Boga ni. Cogito ergo sum. Čeprav cogito ni nujno razumeti, sploh ateistično, ampak kaj hočem reči, razsvetljenstvo je pa v bistvu to je kompleten pogled na svet, kjer je pač vse, kar je pravzaprav racionalno razložljivo, česar ne moreš razložiti, je ali sploh ne obstaja, ali pa kompletno sekundarno. Zdaj seveda, ko ti bereš svetopismo pa ni bilo pisano v takem okolju in v takem miselnem svetu in pogledu na svet.
čudeži so tam ves čas, se dogaja. In tudi seveda jedro, bistvo krščanstva je ravno to, da je Jezus vstal od mrtvih. Fizično, nepreklicno. In da živi na vekov veke. To je tista totalno osnovna nosilna točka, na kateri vse stoji in pade. In Pavel direkt to pove. Ja, brez tega smo najbolj bedni. Tako, če to ni res, smo totalno bedni, ampak prav Kristus je vstal. In zato tam navede take kar brutalno racionalne dokaze. To je tako, je res, zato. No in pol na koncu tudi doda svojo izkušnjo. Se pravi, tudi jaz sem srečal Kristusa, tudi mene, je vrgel s konja, me je spreobrnil in naredil iz farizeja in preganjalca, je naredil za misionarja, za apostola, za nekoga, ki je, ga je Bog prav uporabil, da je pač razširil Božji evangelij, Božje kraljestvo po Evropi in tako naprej. Danes je to praznik spreobrnenja svetega Pavla. Tukaj problem je v čudežu. Problem je v tem, da ta racionalen pogled na svet, ki mi smo ga vsi prejeli že skozi samo šolstvo, kako izobraževalen sistem, pa seveda cela medijski sistem, kako deluje, kakšna so pričakovanja in iz tle pride ven to, to so pravice. Tako da tle moramo se vprašati o teh temeljih, zakaj tako mislimo. Tle bi povedal na hiter malo izkušnjo, ki sem jo imel, ko sem šel obiskat brate in sestre v Indiji, pred kratkim, so bila ženo tam, tam pa ni tega. Okay. Oni niso imeli tega in tam imajo marsikšne probleme. Sam s tem, da pa verujejo v Boga, ki dela čudeže, tega problema pa nima. Res. Se vidi drugačna dediščina. Pa ne, čisti izkušnja je druga. Tam ljudje enostavno, ne vem, če preberejo v Svetem pismu, Jezus te pošilja, pejte, ozdravljajte, obujajte mrtve, pa Jezus je Gospod, pa on je moj nadrejeni, prav, v redu, bom šel, bom molil za bolne, bom molil za mrtvega, če je treba. In tam se dogaja to. Dejansko, mislim, ne samo dobro, zdravljenje so itak, največ ljudi se spreobrne preko zdravljenja. Tudi se dogajajo obuditve od mrtvih. Kaj je to resno, ali kaj? Čisto resno. Sem videl sliko od ljudi, ki so bili obojeni od mrtvih. Ampak oni slišal tudi za Afriko? Oni ne vejo, da to ni znanstveno. Ali pa mogoče primer, ki nam je malo bližji. Bil sem pred leti, sem obiskal romsko krščansko skupnost v Leskovcu v Srbiji, kjer se jih je veliko spreobrnilo in jaz se pogovarjam z enim od njih in rečem, kako to, da to raste ta skupnost. Pravi, večinoma je nekdo bolan, pa gremo, pa molimo, pa človek zdravi. In pa se spreobrne cela družina. Med vami se ful čudežev dogaja. Pa on meni tako reče, škaj Matjaž, nekaj ti moram razložiti. Vi, Romi, vi svet ločite na naravno pa na nadnaravno. Prav mi, Romi, za nas je pa vse nadnaravno. Wow. In seveda ima še kako prav ta človek, ker to je bibličen pogled na svet. Mi pa imamo uprane možgane, ki smo naredili to zarezo v realnost. To je kao naravno, to je pa nadnaravno. In nad naravnim imamo mi kontrolo, s tehniko, znanostjo obvladamo, drugo pa ne obstaja ali pa spuki. Tukaj je problem, mislim, da ključni problem verodostojnosti, pridemo na problem čudeža. Kaj je zdaj s temi čudeži? In tle smo mi, ko sem bil v Indiji, sem se v bistvu zgrozil, ko sem gledal nazaj proti Evropi. Tako sem si mislil, tle v Indiji so ful revni, materialno, ampak mi v Evropi, kam se jaz vračam, v kakšno totalno duhovno bedo se jaz vračam v Evropo, nazaj. Groza, tema. Ravno zaradi tega, ker imamo oprane možgane, preparirani smo že dejansko stoletja in potem skozi vse družbene mehanizme, da nam je zelo težko sprejeti čudež. Wow. Pa po drugi strani, če pomislimo samo to, da jaz zdaj obstajam, da sem, je že čudež. Da se zavedam, da lahko prst tako premaknem, je čudež, ker nisem sam si dal te možnosti. Ampak, a veš, kakšne grozne konsekvence se vleče, ne vem, včeraj sem videl in sem bil resnično globoko pretresen. Ta Noel, ne vem, kako se mu reče, Harari, ki je, veš, kdo je? Vem, pač ta Jud, ki pač je svetovalec World Economic Forum. Pa ne veruje nič, ampak meditira. In je izrecno rekel, meditira, ampak
izrecno pač potegnil logično konsekvenco ateističnega pogleda na svet, kjer je vse samo družbeni dogovor. Se pravi, človekove pravice v resnici ne obstajajo, so samo neka ideja. Človek, če ga razrežeš, pa odpreš, ni nič drugačen kot žival. Se pravi, države, nacionalnost, vrednote, karkoli je popolnoma samo stvar dogovora, ki ga lahko kadarkoli spremenimo in naredimo drugačnega. Mislim, tako, ne vem, ali je bil ta video iztrgan iz konteksta, ker on proti temu potem kaj pove, ali ne, ampak tako, v resnici, to je logična konsekvenca in ali je to nujna pot tega našega sveta, no? Se mi je potem malo zavrtel, ne? Pot sveta to lahko da je, ampak tle se pa pol postalo vprašanje, kakšna pa je naša pot, tebe pa mene, pa vseh, ki želimo slediti Jezusu, je pa zelo jasno iz Nove zaveze, kakšna je naša pot, da smo tle, da pričujemo, da smo mi tle mogoče majhni otoki, ki pa drugač živimo in ki tudi pričujemo za drugačno realnost, za resnico z velikim R. In zmeri več ljudi, če bo šel svet tako naprej, bo zmeri več ljudi rabili take otoke, take zatočišča, da se lahko zatečejo pred tem to oskrunitvijo, ker to seveda oskrunja človeka v globini, človeško bitje je pač razvrednoteno tle, to do konca, do skrajnosti. Tako da jaz mislim, da v tem smislu naš čas prihaja. Ker pač ljudje bodo resnično videli, kam se pač stvar pele, ne? In bojo potrebovali, bojo, zakaj rabijo. Zmeri več ljudi bo že zdaj, se mi zdi, odkriva in jih bo še več. To tako ne gre. Tukaj rabimo nekaj drugega, tole ne grem kamer, to je grozen. Ne? Ker mi je to tako ljuba tema, peva še mečken razložiti, zakaj tako verjameva. Ne? Se pravi, v smislu verodostojnosti Svetega pisma. Meni je bilo zanč noro. Sem poslušal en podcast, kjer tudi en gospod razlaga o tem in pravi, kako je Janezov evangelij so zdaj ugotovili arheologi, ki so pač rekonstruirali stari Salomonov tempelj, takšen, kot je bil v Jezusovem času, ne? In so ugotovili, da recimo Janezov evangelij, ki ga sicer imajo za pač bolj eteričnega, manj zgodovinskega, Janezov evangelij pravi, Jezus se je sprehajal po Salomonovem stebrišču po zimi, ne? In so ugotovili, iz rekonstrukcije templa so pogruntali, to je bila pozim najbolj zavetrna in najbolj topla lega Salomonovega templa in se s tem pač potrdi, kako je očividec Janez takrat tam bil, čeprav je bil Salomonov tempelj, mislim, ta tempelj drugi leta 70 razrušen. No, sej zato nekateri novejši razlagalci zelo datirajo Janeza pred ostale evangelije. Tlo v 50. leta. Imaš to. Ravno zaradi tega, ker so glih drobci, ki so pa tako zelo neizpodbitno avtentični. In kaj je zgodovinskim virom, je tako, ti nikoli ne moreš preveriti vseh dejstev, ampak takrat, kadar je neko banalno dejstvo, ki ga pa slučajno lahko preveriš, in če je teh več, kaže na avtentičnost. Ne. Recimo, še en tak primerček bom dal iz apostolskih del, se v tam nekaj 16. poglavju, mislim, da v Filipih se imenuje ta poglavarja mesta Aziarha ali nekaj tazga. In to so skozi rekla, to se pač Luka zmislil, ampak potem so pa najdel napis s tem. Ker je to unikatno ime, kjer se drugače ni pojavljalo. No, in pa še par drugih. Recimo, a ni bil Pilat ten tak, da so ga kao imeli tudi, da ni bil zgodovinska oseba, pa so pa najdeli napis? Za Pilata se je vedel. No, ampak taki drobtince govorimo, ali pa tudi, kdo je bil, mislim, da kdo je bil odgovoren voditelj v Korintu, se je tudi najdel na nekem napisu in zato se da datirati, recimo Pavlovo bivanje v Korintu zelo natančno. Ampak hočem reči, ko nek vir lahko na ta način preveriš, pa vidiš, da je verodostojen. Ker ga lahko v detajlih, so detajli, ki se pokrivajo, poklapajo s tem. Kaj je polna fora z imeni? Ja, no, to pa zanimivo. Mislim, da nedavnim je nekdo se lotil čisto statistično obdelati evangelije in osebna imena v njih. Vemo, da je pač veliko imen, Juda, Jožef, tudi Jezus je bilo pogosto judovsko ime, Marija,
Lazar, Eleazar in tako naprej. No, in v glavnem je naredil statistiko, vzel 4 evangelije kanonične in je naredil statistiko, koliko procentov je, ne vem, Jožefov, koliko procentov je Juda, in tako naprej. In potem je pa šel in je vzel arheološke najdbe, se pravi, večinoma so to nagrobniki in taki pač materialni kamniti spomeniki, ne, in je enako naredil tam, izpisal imena in naredil neko statistično in je videl, da se stvar pokriva. Se pravi, da je razmerje imen in govorimo za sočasne arheološke najdbe, govorimo Palestina, 1. stoletje, stvar se pokriva. Ne. Potem je pa vzel še te razne gnostične evangelije, ki smo jih omenili prej, ne. Kasneje še 2., 3. stoletje. Ja, ne, ker ne bi blekal, ker ne bi govorilo o pristnem krščanstvu z reinkarnacijami in vsem tem. Tam pa ni absolutno nobene korelacije. Tista imena so pač čist neki drge. Ne. In to je pač taka drobac, ampak meni se zdi zanimivo, zato ker je tako stvar pa zelo težko ponarediti. Ja. To, pa sploh, ker so to 4 različni avtorji, mi vidimo stil, že evangelijo je zelo različen. Da bi šel en samo imena editirati, je čist nemogoče, ker tukaj pa seveda rokopisna tradicija tudi nekaj pomeni, ker takrat nisi ti mogel kar spremeniti enega teksta. Ker čim sta bila 2 rokopisa, ti si lahko enega spremenil, makun drug je imel svojo pot. Šla po svoji poti. Tako, in bi se to pol videl v rokopisnih tradicij, bi videl te razlike. In dobro, sej neki malih razlik je, ampak nobena ni bistvena. Ne. Tako kot teh rokopisnih različic je nekaj, ampak nobena sploh ne gre do tega, to gre bolj za slovnične slogovne variante, malo kakšno olepšava in tako naprej. Ne. Tako da ja, recimo ta raziskava zelo močno potrdi, da evangeliji izhajajo zelo pristno, mislim, so zelo verna slika realnosti v Palestini v 1. stoletju. To pač neizpodbitno. Ne. Kaj pa v njih piše? Kaj pa v njih piše? Je naslednje vprašanje. Sej to, kar sva rekla. Jezus Kristus je, mislim, a veš, to je nora trditev krščanstva, da se je Jahve, Bog, stvarnik vsega, inkarniral, da je postal človek. Radikalno, no? Ja. Evangeliji so pravzaprav tako, mislim, da je dober ta opis, so v bistvu poročilo o Jezusovi smrti pa vstajenju z daljšim ali pa krajšim uvodom. Ker recimo, če to je temelj, vse. Ja, ker evangelij, če pogledaš samo sporočilo evangelija, ga Pavel povzame na začetku 15. poglavja 1. pisma Korinčanom v 3 vrsticah. Kristus, Mesija, se pravi ta, ki so ga napovedovali proroki, je prišel, je umrl za nas, je bil umrl, pokopan, je vstal 3. dan od mrtvih. To je evangelij. To je evangelij. Dobra novica. Evangelion. Ja. Zakaj je to dobra novica? Mislim, a veš tako, dej ti to malo probi prevesti za mene danes. Okay. Ja, dobro. Dajmo pogledati, kaj je to takrat zvenel, če si rekel, to je evangelij. In to je zvenel na 2 strani. Zvenel je v judovski svet, ker v judovskem kontekstu se ta beseda uporablja predvsem v preroštvih Izaija in tako naprej, ki so napovedovali Mesija, dobra novica o tem, da bo Bog uredil svet, da bo zavladal, da bo Izrael, ki je uničen, razkropljen, podrt zaradi svojih grehov in vsega tega in zaradi zatiranja okoliških narodov, da ga bo ob svojem času vzpostavil, dvignil, zgradil. Se pravi, to je to, da Jahvevo kraljestvo, da pride. Zdaj v grško-rimskem svetu je pa evangelion pomenil, da je prišel cesar, da se je rodil nov cesar ali pa da je cesar dosegel novo zmago. In zdaj, ko so prvi krščanski rodovi zbrali to besedo, takoj vidiš, zakaj so jih kruto preganjali. Ker oni so s tem politični razglas. Seveda, oni so rekli, ni cesar. Ni cesar tisti, ki vlada. Jezus je tisti. Bog je postavil svojega vladarja in on je Jezus. Zato je recimo naslov Gospod, ki mi rečemo Gospod Jezus, se nam to tako sliši. Ja, preveč znano nam vse. Kyrios je bil cesarski naziv. Tudi Božji sin je bil tudi cesarski naziv. Tudi govorili so o prihodu cesarja. Ko govorimo o paruzija, Jezusov ponovni prihod, to je spet iz cesarskega kulta. To je, kaj je cesar prišel pogledati, ta mesto prav plačuje davke.
Ampak kristijani so vso to, ta njihov imperialno vzvišeno govorico so rekli, ne, mi imamo resnico tega. Mi imamo resnico tega. Ne. In seveda spet Kyrios na drugi strani, ne, v stari zavezi je pa naziv za Jahveja. Ne. Se pravi, Kyrios je prevod za JHVH, Gospoda. Adonaj, in se pravi, ta trditev Jezus je Gospod je provokativna na obe smeri, kaj rečemo sekularno, pa v religiozno tudi. Wow. Ker je Jezus pač, on je nase vzel oboje. Se pravi, kaj je zdaj evangelije razglas o tem Jezusu, ki je prišel, ki je umrl, ki je vstal od mrtvih, umrl je za naše grehe, to je zdaj važno. Ni sam umrl je za nas. Mislim, kaj je danes greh, ne? Zakaj bi mogel nekdo umreti za moje grehe? Nisem nobenega obol. To je dobro vprašanje, ker greh tudi v Svetem pismu ni najprej, niso to najprej neka nemoralna dejanja, ki bi jih naredili, ampak je greh najprej stanje, v katerem smo kot ljudje in stanje, kjer smo odtujeni od Boga. Kjer nam je to, da Bog dela čudeže čuden. Okay. Ker smo toliko odtujeni, ker smo delč od njega, seveda iz tlepa pol ven pridejo zgrešena dejanja. Ker osnova besede greh je dejansko, tako kot v slovenščini, tukaj pa je enak tudi v hebrejščini pa grščini, pomeni zgrešiti cilj. In temeljno, da mi kot bitje, da zgrešimo Boga, da smo delč od Boga, da smo zgrešili. In seveda, če smo delč od njega, bomo delali stvari, ki so delč od njega, ki so krivične, slabe. Ni nujno, da smo koga ubili, lahko celo živiš recimo neko ugledno življenje, ampak če si delč od Boga, si v grehu. In Jezus nas je prišel, kaj je prišel narediti? Vrniti nas je prišel k Bogu. In iz tlepa ven pride novo življenje, in tudi pol nov način življenja, nov način odnosov tudi in tako naprej, o čemer bova še govorila. Se pravi, ampak poanta, rešitev od greha pomeni točno to, da nismo več tujci, da zdaj dejansko smemo Boga klicati, ne samo za Boga, ampak za očeta. Da smo spravljeni z Bogom, da smo potem tudi povezani z njim, da smo združeni z Jezusom, da smo eno z njim celo. Kot pol imamo v Janezu, vi v meni, jaz v vas, ostanite v meni, prav, jaz bom ostal v vas, moja beseda v vas. A veš, meni se zdi, da toliko napačno pridemo, z napačnega konca pridemo k temu. Mi bi radi najprej prav delali. Pol bomo pa dosti dobri, da bi se lahko združili z Bogom. A veš, to je nekako naša človeška temeljna skušnjava. A veš, v religijah vseh, in tudi v krščanstvu. Tudi v krščanski religiji, seveda. Kakaj je tle razlika med tem, kar Bog želi narediti zame, najprej, da si bi jaz želel delati prav? Versus delam prav za to, da bom dosti dober za Boga. Tle je grozen. Sveto pismo zelo izpričuje to, da ta pot, da jaz delam dosti dober, je nemogoče težka. Ampak Jezus, kaj pa je Bog prišel narediti za nas? To pa je zdaj ključno. Če ga upamo srečati v tem, kaj je on prišel narediti. On nas je prišel narediti nove. On nas je prišel prenoviti. Ker to je bistvo tudi Jezusovega križa in ustajenja, da jaz umrem starmu, pa sem rojen na novo. To kar tašen, ko sem zdaj, ne? Tako kot zdaj, tukaj, da rečem, pridi Jezus, prevzem vodstvo mojega življenja, sem pripravljen zdaj, začnem te poslušati. Odprtost, Tako, in potem, in seveda on ima moč, da nas spreminja. Tle smo pa v enem prejšnjem pogovoru, kdo me lahko spreminja, se lahko sam res. Svojo, duhovnostjo, svojo religioznostjo, svojim moralnim naporom, jaz sam iz sebe. Zmeri, ko to probam, na koncu gotovim, da ne moram. Ne samo, da ne moram, da ponovadi naredim še slabš. Ne smemo pozabiti, Jezusa so ubili globoko religiozni ljudje. Tukaj moramo paziti. Tle velika past je v neki taki religioznosti, ki dejansko pozab na to, da ne moramo nič brez Boga. Jezus sam nekaj prav, brez mene ne morete storiti ničesar. Pa takoj reče, če pa verujete, boste pa enaka dela delali, kot jaz delam. To je pa meni zil, recimo, ta tekst. Prav, kdor veruje vame, bo ista dela, ki jih delam jaz, delal tudi on. To je Jezusova beseda. Jezus, please. Kaj bi se ti rekli? Fajn. Se pravi, moramo izhajati pustiti se podvreči te silne božje ljubezni. Da nas ta ljubezen pregnete, prekvasi, pretransformira, preobrazi
Ker ta potencial pa je v Bogu, v Božji besedi, z veliko zdaj, ker je Jezus. Jezus sam je Božja beseda, najprej in predvsem pred Svetim pismom je Jezus Božja beseda. Ker on je tisti, ki Bog izreče v tvoje, pa v moje življenje, ali pa življenje vsakega od gledalcev in nastane novo. Bog, ki reče, nastane. On lahko zgradi to novega človeka od znotraj in on potem rodi. Ampak iz tega ven lahko zares šele gradimo boljše odnose. Tako, iz tlepa pol pride. Iz tlepa pride skupnost, iz tlepa pride najprej seveda drugačni odnosi v zakonu, pa pol v skupnosti, ki jo Jezus gradi, ker odrešenje to je pa spet težko v našem času. Ne? Mi smo vzgojeni individualistično. Ne? Kako se je to pri vama s Simono, nisva povedala ženi ime Simona, kako se je to pri vama s Simono poznali takrat po spreobrnenju? Seveda, ratal nam je jasno obema, da ta odnos, ki ga imava, da ni pač sam nekaj med nama, ampak da to je dejansko, da tukaj dejstvo, da zdaj sva z Bogom, je kompletno spremenil tudi najin odnos v tem, da se zavedava, da zdaj pač živiva ven iz Jezusa in tudi najin odnos gradiva ven iz Jezusa. Ne? In tle bi nas mogoče spomnil na tisto odlomk, najbolj znan odlomk v odnosu med možem pa ženo, Efežanom 5, tam od 20. vrstice naprej, ne? Ko pravi, možje, ljubite svoje žene, kakor Kristus, ki je vzljubil cerkev in se žrtvoval za njo. In zdaj, odkje se bom jaz zdaj žrtvoval? Tle sem zdaj pri tem, a bom jaz sam iz svoje moralne moči probal se žrtvovati, ali bom dejansko izhajal ven iz Kristusa, iz tega novega zakona v narekvajih, te ljubezni, ki je v Kristusu, ker on se je žrtvoval najprej. In če se je on žrtvoval, potem pa se jaz tudi lahko žrtvujem za ženo. On mi je s tem tudi konkretno prav moč mi je dal za to. Točno to, ker on je ta moč. In seveda obenem pa to žrtvovanje spet ima tudi svoj cilj. On se je žrtvoval, zakaj? Da cerkev posveti, da naredi brez madeža, brez zgube, in se pravi tudi jaz kot mož se žrtvujem, ne zato, da mogoče ugajam moji ženi v nekih njenih muhah ali pa željah, ampak da je ona posvečena. Tukaj se takoj vidi, kako je to ključno srečanje s Kristusom, kako redefinira odnos med možem pa ženo, direktno. Ker mi omogoča, in seveda to se učim še zmeri, ne bom rekel, da sem to usvojil perfektno, ampak vem zdaj, kako se v osnovi, kako je v osnovi stvar postavljena. No pa drugo, kar mi je tudi bilo jasno, med nama tudi je zaveza. Ki je večna, ki je kompletno. Ki nisem pogodba, ki nisem papir. Tukaj ta stvar je večna, tukaj je večno nedotakljiva in to je tako. In to nam je bilo obema jasno, tukaj sva zdaj ekskluzivna. Popolnoma ekskluzivna in tudi popolnoma trdna, ker je tle zdaj Bog je tist, ki garantira to trdnost. Sva šla tudi skozi marsikšne težave v zakonu, sam Jezus na je nosil skozi in je bil silno zvest. In nos naprej. Tako da tukaj se takoj more videti, če se kje se mora tle najprej videti, a je Jezus kaj naredil meni ali ne. Ker je tukaj gre za odnos. Tle se tudi najprej se tukaj vidi. Tako, doma. Tako da to je prvo. Ker zdaj seveda ta glavna Božja zapoved, dvojna, ljubi Boga, ljubi bližnjega, nujno, ta Božja ljubezen nujno prekipeva v ljubezen do bližnjega. In je prva. Ja. Super. Dajva malo reči, recimo, kako konkretno zdaj pač ti si pri svetopisenski družbi, pač namen svetopisenske družbe je omogočati stik s Svetim pismom, se pravi v tiskani obliki, v audio obliki, v drugih oblikah različnih. In v resnici tudi se mi zdi, da ste res razvili eno fajn orodje v tem zadnjem času, kako kot skupnost prihajati k Svetemu pismu in ga brati na način, a veš, ker res se lahko hitro ujameš v to, da greš brati neke težke odlomke, ki jih ne razumeš. Če si sam bereš, se zafrustriraš, a veš, en kup enega nasilja v stari zavezi, en kup nekih nerazumljivih, a veš, sploh, ko iz našega miselnega okvira vstopamo v ta 3000 let ali pa 2000 let star svet, se lahko hitro zaplezamo, ne?
Se pravi, tlele je pa eno tako novo orodje, ki pomaga. Ja, sej mogoče še prej grem direkt na to, bi rekel, tukaj pravzaprav nadaljujeva debato o avtentičnosti Svetega pisma. Kako vem, da je Sveto pismo resnično? Jaz mislim, da končni kronski dokaz ni tak ali pa drugačen, ampak je preprosto. Ja, ko izkusiš Božjo besedo, da Božja beseda deluje in da te transformira. In s tem ven pa pol pride gotovost, ki tudi ni generirana, bom rekel, s človeškimi sredstvi, ampak je generirana od Boga. In to je pol vera v bibličnem smislu, ta gotovost, zaupanje, zanašanje, da je Bog verodostojen, da je Božja beseda verodostojna, dostojna vere, dostojna zaupanja, dostojno tega, da se zanašamo na njo. Se pravi, tukaj to, kar smo odkrili čisto tudi izkustveno, bom rekel, in odkrivamo, je točno to, da Božja beseda najbolj močno osebno deluje v majhnem občestvu, kjer se nekaj ljudi zbere, tako kot je Jezus rekel, tam, ko sta 2 ali pa so 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, se pravi, se zberejo zaradi Jezusa, zato, ker ga hoče skupaj poslušati, ker hoče skupaj biti njegovi učenci. In to potem naredijo tako, da se zbirajo na nekim rednih časih, recimo enkrat na teden, in si podelijo življenje, kako jim gre, molijo za težave, ki jih imajo, se zahvaljujejo za dobre stvari, ki jih Bog dela med njimi. Potem pa vzamejo nek odlomek in ga preberejo in potem se mu skupaj bližajo. Najlažje to narediti s pomočjo parih preprostih vprašanj, kaj mi je bilo tukaj všeč, kaj mi ni všeč ali kaj mi je težko, kaj mi to govori o Bogu, kaj mi govori o ljudeh. In da vsak od prisotnih podeli. In tukaj potem se skupnost odpre Svetemu Duhu, ki se zelo hitro začne dogajati nadgradnja. En pove nekaj, to v drugmu sproši nekaj, in drug doda še nekaj, tretji še dogradi. In je to tako, kot bi rekel, pridigo pripravljali skupaj. Dejansko se ta beseda in seveda s temi vprašanji, kaj pravzaprav počnemo. To je to, kar so že v starih časih menihi pogruntali kot lekcijo divina metodo. Kaj ta metoda naredi? Ja, samo to, da gremo v tekst, pa gremo spet v isti tekst, pa gremo spet v isti tekst, pa spet, pa spet, pa spet. In na ta način se tekst počasi odpira, Sveti Duh nas odpira bolj, da Božjo besedo res začnemo slišati. Za nas danes. Za nas danes. Ja, tukaj se ne ukvarjamo, bom rekel, s strokovnim bližanjem. To ima svoje mesto, imam svoje mesto drugje. Tukaj se ukvarjamo točno to, kaj meni Jezus, tako je vstal od mrtvih, kaj meni danes govori, k čemu me spodbuja. Komu me pošilja. Ker cerkev je misijonsko telo, je poslana v ta svet. Tukaj je zelo pomembno, recimo nekateri rečejo, da imamo 2 glavni božji zapovedi, ljubi Boga, ljubi bližnjega, pa imamo pa to Jezusovo zadnje naročilo pred odhodom. Kaj pa je naša naloga? Prav, delite učence. Pejte, delite učence. Povsod. In tukaj se treniramo, kako biti učenci, kako poslušati, ker tudi prav učite jih izpolnjevati vse, kar sem vam naročil, in jaz bom z vami. Se pravi, delati. Ja. Se pravi, obljuba Jezusove prisotnosti je na to vezana. Na to, da se poslušnost. Ja, na to, ja, no, in to besedo poslušnost moramo malo razpakirati. Ker jo sovražimo. Ja, ker se v naših krščanskih okoljih se ponavadi sliši narobe. Se sliši kot stvarjene krivde, slepe pokorščine, recimo, če še bolj grdo besedo porabila. Ampak ne, poslušnost je nekaj, za kar nas Jezus osvobodi, ker Jezus sam sebe predstavlja kot nekoga, ki je bil popolnoma poslušen očetu. In s tem, ker smo mi poslušni, mi samo in zgolj vstopamo v to, kar je Jezus. In posnemamo učitla. Ja, tako. In smo v tem smislu učenci. Zdaj pa odnos, ki ga je pa imel Jezus z očetom, je pa vemo najprej in predvsem in od začetka do konca odnos totalne, drastične, najčistejše ljubezni. In tudi naša poslušnost je del te čiste ljubezni. Ni stvar krivde, ni stvar še ene postave, še enega zakona, ki ga moramo izprobati, izpolniti, da lahko naredimo kljukce, ampak je stvar vesele hvaležnosti. Sej tukaj, če gremo pri odnosu, če imaš nekoga res rad,
boš seveda naredil to, kar je njemu všeč. Ja. A ni to, Si boš želel to narediti. tako, ker mu boš hotel, ker ga imaš rad, ker mu želiš narediti nekaj dobrega, to, kar je njemu pomembno. a ne? To v vsakem odnosu, če malo razmišljaš, to je čisto jasno. razumeš, ja. In ta poslušnost ni neka, to vrstna poslušnost ni nekaj težkega, ampak je nekaj veselega, ker se gradi odnos, ker se poglablja odnos, obenem pa nastajajo dobre stvari. Se pravi, ta poslušnost, poslušanje, ki pride dejansko iz poslušanja Božje besede, to pa vidimo, je pa dejansko veliko orodje rasti. Zakaj? Zato, ker tle v Evropi smo še eno drugo zastranitev smo si nakopali in to je tudi malo povezano z razsvetljenstvom, da če že gremo v svetopismo, probamo čim več zvedeti, akumulirati informacije, a pa mogoče še neka duhovna izkustva in mislimo, da je to. Ampak Božja beseda piše, je dana, vse svetopismo je navdihnjeno od Boga. Zakaj? Zato se dobro počutimo, zato da veliko vemo. Ne, zakaj? Da bi bil Božji človek in da mi je všeč v latinščini homo dei. Ni homo sapiens, več je homo dei. Wow. Da bi bil usposobljen za vsako dobro delo. Se pravi, Božja beseda nas usposablja, dejansko nam daje kapaciteto, da z velikim veseljem, z veliko ljubeznijo, z velikim požrtvovalnostjo tudi, ampak iz tega veselja, da lahko veliko dobrega naredimo v tem mračnem svetu, ki je tlele okoli, kjer je tema, vsi se pritožujemo, težko je tema. Kje je sprav, vi ste luč sveta. Vi ste luč sveta. Kako? Točno tako, da se pustimo. Prehajamo ključi in se pustimo prežačiti. In usposobiti. On nas usposablja, on nas trenira. In smisel tega majhnega občestva je pa pol, da gremo pod Božjo besedo, vsi se podvržemo, poslušamo drugega in potem gremo ponovati tudi v trenutek tišine, kjer potem pa vsak sam proba slišati učiteljev glas, ki je rekel, moji ovci slišijo moj glas, in ga enostavno poslušati, Jezus, kam me ti pošiljaš v naslednjem tednu, ali pa kaj moram mogoče jaz pri sebi spremeniti, v mojem značaju, karkoli tazga, karkoli, ki prihaja ven tudi iz odlomka, ki smo ga brali, pa si pa to podelimo, ker če smo bratje pa sestre v resnici, potem si moramo tle pomagati. Si lahko tudi kaj povemo. Prvič, prvič, mislim, si lahko tudi v tem smislu izpovemo. Vidim, tle imam problem, ampak potem, da smo skupaj tudi zato, da si pomagamo, da recimo med tednom molimo drug za drugega za te stvari. Ne vem, če sem jaz videl, tle imam en problem v mojem karakterju, da moji bratje molijo za me, da me dejansko lahko en korak naprej naredil. Smisel skupnosti je, da je ta ljubeča pa milostna poslušnost, pa seveda milostna tudi v tem smislu, tle mora biti prostor za neuspeh. Ker če beremo evangelije, učencem ogromenkrat ne uspe, ampak to Jezusa ni zmotil. Ker takrat dejansko, zdaj če smo učenci, pa je neuspeh super zadeva, ker se takrat naučimo veliko. Pomeni, da si probo. In ponavadi se največ naučiš tudi iz takih trenutkov. Tako da to je sestaven del tega procesa, v katerega nas Jezus hoče vključiti. Če pa gre za neko religijo, pa je problem, če ne narediš dobro. Ampak pri Jezusu ni tako. Pri Jezusu je neuspeh zelo pomembna in koristna zadeva, da lahko delamo nove globe korake z njima. Kaj misliš pod religijo? Zakaj ti je religija, recimo beseda religija drugačna kot vera? Recimo, ker zdaj mislim, da bi se lahko ustrašil, da bo kdo razumel, da ti recimo pod religijo misliš pač katerokoli institucionalno obliko cerkve, ali kaj? Ne, ampak je posebej specifičen način razumevanja te besede. Z religijo mislim tole, da je pač Bog tam, jaz sem tukaj, on je dal ene zapovedi in jaz se moram truditi s svojimi močmi, da s pomočjo teh zapovedi ali pa s pomočjo joge, da bom jaz dosegel Boga. Zdaj, to, kar je pa Jezus prišel narediti, je pa točno kontra. On je prišel dol k meni, da bi mene preobrazil. To je treba pojasniti. Malo se mi zdi, da je fajn, da je to distinkcija. Religija tudi v smislu tega sistema zakonov, ki operira večinoma s krivdo, z dolžnost krivda, kjer ni odnosa osebenega, kjer ni v središču oseben odnos. Seveda, če mi imamo ta odnos z Jezusom, potem vse te stvari, tudi Božji zakoni, dobijo svoje mesto. In če pa tega odnosa ni, službe v cerkvi tudi cerkvene službe, vse takoj dobi svoje pravo mesto. Ker je to središče, iz tega središča se vse napaja. Sej piše v pismu, iz tle raste vse telo.
iz Kristusa, ne? Iz vsak glave. put po svoje. Tako, ja, in vsak služi in vsak deluje. Se pravi, govorimo o tem središču, ki ga je treba, ki smo pozvani, da ga ponovno, se ga oklenemo. Ko sem bil pri Svetopisemski družbi, smo takrat, zdaj že 16 let nazaj, kar se je začelo s tem celotedenskim branjem Svetega pisma, ko smo mu rekli Svetopisemski maraton, zdaj je glihkar potekel, oziroma čakaj, ta trenutek še poteka. Danes se zaključi. Kako je bilo to kaj letos? Ja, vidimo konstantno rast v tem. Vidimo, da je to odlično orodje najprej na eni strani za mnoge, da se prvič malo bolj intenzivno sploh srečajo z Božjo besedo, da nima izkušnje samo kratkih odlomkov, ampak da imajo izkušnjo dejansko narativa. Da so izpostavljeni Božji besedi v enem malo večjem kosu. In mnoge to nagovori in jih preseneti tudi, da Božja beseda ima moč dejansko nagovoriti človeka. Potem za druge je pa seveda to tudi prilika, recimo sploh zdaj v zadnjih letih vidimo porast teh tako imenovanih mini-maratonov. To pa so, in to je nekaj, česar smo zelo veseli in kar tudi želimo spodbujati tudi za prihodnost. Vidimo, da je to pot naprej. Recimo letos je samo na naši maratonski strani prijavljenih 80 mini-maratonov, pa to gotovo niso vsi, ker jih dosti pač ne prijavijo, ker si ni potrebe. Gre pa za to, da lahko ali to župnija, ali to skupnost, ali pa posamezna družina. Kar neki zakonske ali skupine. Pa zakonske skupine, kot so Prdižo, ali pa druge razne biblične skupine, ali eklezije, ali karkoli, da se organizirajo in da si rečejo, bomo brali Svetopismo skupaj, par ur mogoče, in da same organizirajo ali samo za sebe, se pravi za svoje člane, lahko pa to seveda naredijo tudi lokalno, da povabijo znotraj Svetopisemskega maratona, dobili se bomo tam pa tam, od takrat pa takrat bomo brali, vsi lepo povabljeni. Se pravi, da se ta Božja beseda lokalizira in da je potem tudi te skupnosti večje ali pa manjše, da jo absorbirajo skupaj. In tukaj vidimo zelo veliko sadu tega, da ljudje res izkusijo Božjo besedo, pa obenem je pa to potem doskrat, recimo v skupnostih tudi nek včasih malo tak prelomen moment, ko skupnost reče, tole je bilo super, mi moramo več Svetega pisma. Dajmo zdaj nekaj narediti, dajmo ustanoviti biblično skupino ali nekaj, dajmo se začeti premikati v to smer, da to rata nekoliko bolj redno izkustvo, da Božja beseda doteka k nam na nek bolj reden način. Zato je pa veliko orodja, ali pa oblik skupin in tako naprej. Ali pa veliko ljudi, vem, se je prav iz tega ven odločilo za dnevno branje Svetega pisma. Tudi osebno, da spodbujamo ljudi. Seveda, točno to so tudi pričevanja, ki jih dobimo. Vsako leto dobimo nekaj takih pričevanj, tole me je prevzel in zdaj sem se odločil, da bom začel brati Svetopismo. Se pravi, maraton je se pravi vstopna točka, ali pa potem tudi točka ljudi, ki pa že hodijo z Bogom, da pa potem organizirajo nekaj, da pomagajo. Se pravi, tle je tudi prostor za to podeljevanje Božje besede v tem smislu, da se lahko organizira mini-maraton ali pa kakšen spremljevalni dogodek v tem času, ki se fokusira na Božjo besedo. Tako da smo zelo hvaležni Bogu za to in vidimo, da je to, predvsem pa vidimo, da je to zelo pomembna vstopna točka. Pa po drugi strani vidimo ljudi, ki so delavci v Božjem vinogradu, ki pač počasi preplavajo na površje, ljudi, ki bi radi naredili kaj več, ki pač organizirajo to. Tako, super. Matjaž, a je tako pri Svetopisemski družbi recimo v zadnje čase, kaj te recimo najbolj navdušuje? Pravzaprav to, kar sem že omenil, zdaj če z te strani povem, ta rast teh skupin eklezija, ki jo opažamo, pravzaprav žejo po tem. Tudi dejansko trenutno je tako, da veliko ljudi želi začeti z nečem takim, pa mi niti ne moramo odslužiti tako, kot bi jim radi, ampak vidimo, da smo zadeli s tem na neko resnično potrebo. Prav, to je ena stvar. Drugo, kar pa tudi vidim, je pa ta razvoj programa Zdravilna beseda, ki pa spet odgovarja na tako podobno, kot imate vi recimo pri Dižu, ki odgovarjate na problem odnosov med zakoncema, ki vemo, je silen problem v družbi. Zdravilno besedo gremo pa širš na sploh problem ranjenosti, ran čustvenih travm, ki jih imajo ljudje iz otroštva in tako naprej, tega spet ogromno. In to je pa namenjeno njim, ampak na ta način, da jim služimo prav v tem,
da se pozdravijo te hrane, ampak z Božjo besedo. In to, kar nam je zelo lepo, da odkrivamo, da dosti ljudi pride sem noter in prvič res sreča Boga. Wow. Na oseben način. In to pa potem vidimo spet kot nekaj, kar se lahko nadaljuje naprej v neko eklezijo, v neko malo občestvo, ki se dobiva. Kje tako stvar najdejo ljudje, recimo? Svetopismo.si. Tako, na naši spletni strani je podstran zdravilna beseda. Tam dejansko mi to, kar delamo, je kot treniramo trenerje, se pravi, delamo tečaje za ljudi v skupnostih, v župnijah, ki bi želeli služiti na ta način, da pridejo, se usposobijo skozi eno obdobje in jih tudi spremljamo in potem so oni usposobljeni, da lahko na ta način služijo v svojem okolju. In da na ta način dejansko prispevajo tudi, tako rekel, hrasti cerkve. To je pač nekaj, kar ljudi usposabljamo, da lahko služijo. Pa sami tudi grejo skozi ta proces, prav v tem usposabljanju, da prvič da vidijo, kakšna je vsebina, in dostikrat so to itak ljudje, ki so šli skozi težke stvari, ki želijo drugim pomagati. Vse to je tako. Normalno. In tako tukaj vidim, da je to res tak dober potencial za rast, kar rekel, za rast Božjega kraljestva, ki gre definitivno onkraj svetopisanske družbe. Tukaj delamo zato, da drugi lahko rastejo. Se mi tudi recimo pri družini in življenju, recimo tole nova zaveza s prostorom, zanimivo poimenovanje, to vas jaz malo hecam, ampak v resnici to je nerodno. Svetopismo s premalo prostora smo ugotovili, ker pač ko pišeš zraven ti kmalu zmanjka, ampak všeč so mi te tematske poti v zadnji, ki pač nekako to pot, ki bi jo mi kot Jezusovi učenci, in tukaj je v resnici spodbuda za naše zakonske pare, Tako. Mi kot ekipa se tule zbiramo ob tej mizi, recimo, in se posnamemo. In to, če želite kdo prejemati, lahko pišete na mojca@dis.si, dobite video, kako se mi ob tem pogovarjamo. In potem se je kakšna zakonska skupina že odločila, da želi na ta način vstopati še naprej in rasteti tudi v tem kot učenci. Super, na tle tudi vidimo svojo vlogo, da vam kot dižu pomagamo, da vi razvijate eklezije, bom rekel, z diževim okusom. Da to ni neka naša stvar, ki bi jo mi radi speljali. To je nekaj, kar želimo dati in podpirati. No, ampak spet smo tudi mi rekli, tega nočemo dati kot nekaj, kar morajo ljudje. Seveda. To mora postati zrast iz naravne želje. In iz izkušnje. Saj tudi imamo nekaj na YouTubu, imamo prav zdaj na maratonu, včeraj je bila delavnica izkušnja eklezije, kjer je malo predstavitve, malo pričevanj. Ljudje vidijo, če želijo kaj tazga. Pri ekleziji zmeri pravim, probajmo se 4krat dobiti. Nobenega velikega izziva. Dajmo na malo probati. Če bo Božji duh že sam pokazal, ker Bog je kar sposoben, da spregovori ljudem. Tako da tole bi bolj lahko imenovali, mogoče, tako kot tle piše, izdaja za duhovno rast, ker tle so orodja za učenčstvo, predvsem za skupine eklezija. In zdaj smo prišli, zdaj te dni smo prišli ven z mehko vezavo, tudi, kaj je tudi malce cenejša, tako da to je zdaj na voljo, to je nova stvar. Fajn. Tako, zdi se mi, da je zelo pomembno za nas kot kristjane in za to družbo, v kateri živimo, da vidimo na novo, da je v tem krščanstvu resnica z velikim R, da je Bog zmožen govoriti, da nam želi govoriti in da v resnici lahko tukaj mi dobimo tisto pristno in ozdravljenje in se pravi in moč za živeti nove odnose, željo za živeti nove odnose. Smisel. Zakaj imeti drugačne odnose? Zakaj imeti drugačne odnose? Zakaj je dobro kaj potrpeti kdaj? Zakaj se je dobro rabiš smisel? Tako da hvala, zelo poučen in se mi zdi, da temeljen pogovor smo imela, tako da upam, da je bilo tudi vam všeč. Lahko se naročite na oddajo Odnosi so zakon preko YouTube kanala ali pa nas najdete na spletni strani www.dis.si. Srečno. Hvala za povabilo. Hvala, Matjaž. Hvala.